6 ur intenzivnega dela, brez kave, brez malice, brez Facebookov in tako naprej, je težaško delo. In če bi vsi Slovenci delali 6 ur intenzivno, potem sem prepričana, da bi bila naša produktivnost mnogo večja, naša prebojna vrednost in tudi dodana vrednost na zaposlenega. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes ena zelo posebna mlada dama, tako da lepo pozdravljena, Petra. Živjo, Mark. Zdaj, preden greva v drobovje tvojih izjemnih izkušenj, pogledov, nasvetov, izzivov, priložnosti in tako naprej, bi te jaz rad našim poslušalcem predstavil, da bojo sploh vedeli, zakaj pravim, da si izjemna, zakaj sem navdušen, da te danes imam in tudi počaščen. Ti si, bom rekel, ena izmed glavnih oseb, ključnih oseb v novinarstvu, vodiš dogodke, si zelo, bom rekel, prepoznana, ampak kar, če gremo malo po vrsti, ti si po izobrazbi univerzitetna diplomirana komunikoginja, že prva napaka. Drugače pa 15 let si službovala kot novinarka, voditeljica in dnevna urednica na Valu 202 Radia Slovenija. Wow, to se bo definitivno dotaknila, ker to je neko področje, ki mora biti zelo fascinantno. Opravila si več kot 1000 intervjujev, tako da, again, wow. Opravila si šolo govora na RTV Slovenija, učili so te najboljši od akademskih igralcev iz AGRFT-ja, profi govorci, kot tudi legendarni radijski napovedalci, kot recimo Nataša Dolenc in drugi. Opravila si večletno izobraževanje iz fonetike in fonologije pri Suzani Kestner. V zadnjih 7 letih si se javnosti predstavila tudi kot odgovorna urednica poslovnega in tudi tiskanega in pa spletnega časnika Svet kapitala, tako se tudi midva spoznala in res izjemna zadeva. Posveča se zelo tudi korporativnemu komuniciranju, tudi pomagaš, svetuješ podjetjem in tako naprej. Zadnje čase si pa predvsem vodila ogromno nekih konferenčnih dogodkov in okroglih miz, od Združenja Manager, AmChama, British Chamber of Commerce, tudi naročniki, kot so NLB, ostali, tako da res si tukaj zelo močna, kredibilna, vsak dogodek speleš vrhunsko. Si urednica in avtorica priloge Marketing magazina in pa tudi bivamo, pomagaš tudi pri MQ in pišeš. Kot dolgoletna novinarka si se pa zadnje čase oziroma že nekaj časa navdušila nad podcasti. In zdaj, danes si šla v neke nove vode, kjer so to znanje, ki si ga akumulirala, tudi ponujaš. In sicer probaš komunicirati na nek transparenten način, na odprt način in pomagaš pri organizaciji dogodkov, zelo pa si v bistvu, bom rekel, strastna pri pripravi vsebinsko-marketinških vsebin, ki so se prav transparentne. Tako da, wow, ogromno nekih stvari sem zdaj navedel, od več kot 1000 intervjujev, 15 let si delala v novinarstvu, ki mora biti zelo pressure, zdaj si že nekaj časa na svoji poti, kjer to vsi vidimo na raznih dogodkih, kjer si fantastična. Ampak preden greva v to, daj mi povej, če bi bila midva, če bi se srečala v gimnaziji in bila sošolca, kakšna si bila takrat? Si že takrat rada nastopala, vodila stvari? Mark, najprej povedal si toliko, da sploh ne morem si zamišljati, da sem dejansko prehodila to pot. Najlepša hvala, sliši se kot lep kompliment in po 40. letu sem se že kar malo navadila te komplimente sprejemati in se jih tudi veseliti, tako da hvala lepa, Mark. Če bi se srečala midva v gimnaziji, recimo, hodila sem na gimnazijo Poljane, tam se mi je prvič odprl svet. Starši so bili najprej proti, ker sem živela v Šentvidu, tako streljaj od gimnazije Šentvid. Sicer pa, gimnazija Poljane mi je dala eno veliko širino in neverjeten krog zanimivih ljudi, sošolcev in tudi sicer kolegov. Ampak prva stvar, ki bi tebe zbodla, je ta, da sem se takrat nehote, pravzaprav delova osebnost leta, Jure Poglajen, me je takrat ujel sredi hodnika in me je kot fazanka, me je nagovarjal, da bi kandidirala za predsednico gimnazije Poljane.
Meni se je zdela to absolutno nora ideja, ne? Ampak je bil tako vztrajen in tako ljubek v tem vztrajanju, da sem klecnila. Jaz imam to prirojeno vljudnost v sebi, ne? Težko rečem ne. In sem potem klecnila, pripravila nek program in dejansko bojda sem prva, zdaj ne vem čisto točno, ali še vedno edina, ampak dolgo časa sem bila prva in dolgo časa tudi edina ženska predstavnica oziroma predsednica Gimnazije Poljane. In seveda, moji sošolci so se režali in so rekli, ta ste pa res nos, ne. Ampak je bilo v bistvu vse tako speljano, da na koncu se mi zdi, da je to izpadlo precej frajersko, ker sem vsem svojim kolegom na vrhunski način urejala vse neopravičene, pisala opravičila, bila skoraj da na kavi pri ravnatelju, govorila ob krožnice in tako naprej. Skratka, jaz sem povezala neko vodstvo šole z vsemi sošolci in kolegi na gimnaziji na en tak, se mi zdi, res dolce vita way. In na koncu je to vse skupaj izpadlo za vse zelo dobro, no. In na to sem na nek način ponosna, sicer pa absolutno sem bila neresna. Danes mi je žal, da nisem posrkala tistega znanja, ki ga je ta gimnazija nekako ponujala, ne. Se mi zdi, sem šele zdaj zrela za to gimnazijo. Ampak res, v bistvu smo se skozi malo hecali. Rada sem špricala, ful sem rada špricala, ampak ne zato, ker nisem bila pripravljena, ampak zato, ker sem se zaklepetala v elipsi, ki je bila nasproti Gimnazije Poljane. Mislim, da sem poznala skoraj da celo šolo. Prva stvar in edina stvar, ki mi je hodila po glavi, je bil seveda žur. Ob sobotah, ob petkih. Maturo sem komaj da izdelala, saj je bila nekako v nekih okvirih, ne, pričakovanj, ampak ni bila pa recimo z odliko, ne, ali pa da je bila kakšna zlata maturantka, ne. Skratka, gimnazijska leta so bila leta neizmerne zabave, neizmernih vezi, prijateljstev, sproščenosti. Skratka, ja, mislim, da tak vibe še zdaj nosim v sebi, no. Ta med eno tako sproščenostjo in dojemanjem življenja, da ni vse tako zelo resno, kakor se zdi, no, v tem smislu. The best. Zmer, ker imam izjemne goste pred sabo, rad vprašam eno ključno vprašanje, in sicer ti si oseba, ki je v življenju nosila ogromno nekih klobukov. Od tega, da si bila novinarka, voditeljica in dnevna urednica na Valu 202, potem voditi take velike dogodke, združeni menedžer, AmCham, delati za NLB in take velike partnerje, potem hkrati biti tudi mentorica, pomagati. A imaš kakšno posebno rutino? Ne vem, kako se ti pripravaš na dan? A se en dan prej organiziraš, se zjutraj pripravaš? Daj nam malo razkrij. Vsi tisti, ki me dobro poznajo, vejo, da sem časovno totalno dezorientirana. Namreč vedno se mi zdi, da lahko v neko enoto, časovno enoto stisnem več, kot pa sicer zmorem. In morda bi celo zmogla, samo potem se zgodijo tisti momenti, ne, gneča na cesti recimo, ne, ali pa nek nujen klic, skratka. Ta časovna komponenta je moja šibka točka, priznam, ampak ne gre za nespoštljivost, daleč od tega. Ampak ja, v resnici pa nekako združujem en ta freestylovski motiv ali vodilo v življenju z resno organiziranostjo. Namreč skozi obdobja, skozi leta ugotavljam, da najboljši red in urejenost ustvarja sproščenost. Torej, človek, ki je organiziran, človek, ki ima navsezadnje, če sem plastična, pospravljeno doma, pospravljeno svojo pisarno, svoje predale, navsezadnje, če počisti za recimo kuhanjem večerje, ima tudi urejenost misli in tudi urejenost dneva. Zato pravzaprav nekako se je vame ukoreninjala ta modus operandi, da grem zelo zgodaj spat, recimo med 8:30 in 9:00, že spim kot dojenček, namreč takoj po pravljici, ki jo preberem svojim otrokom, in zelo naravno, brez budilke, namreč budilke nisem že leta prižgala, se vstajam pač ob 5. uri zjutraj. In takrat je moj čas, do 8. ure
res opravim vse. Torej, začnem z jutranjo kavo, z rahlo rekreacijo, tako stretching, nič kaj posebnega, zajtrkom in potem pa gremo k prvim obveznostim, toliko, da sem mirna, ko se začnem zjutraj potem posvečati svojim otrokom. Torej, gre za odgovarjanje e-mailov in tako naprej. Vedno si naredim zvečer in pa zjutraj en tak far plan. Namreč že od srednje šole naprej imam na tisoče notesnikov, sem analogna, pišem še vedno in si pišem tako imenovane točke. Torej, jaz si nekako zorganiziram ta čas. Najbolj zanimiva izkušnja, ki se mi je zgodila v življenju, je bila takrat, ko smo se spoznavali z modelom 6-urnega delovnika. To je bilo pred 6-7 leti, je ta skandinavski model nekako butnil na slovenska tla. In sem znotraj dela, ko sem bila odgovorna urednica Sveta kapitala, sem poskušala dejansko uresničevati 6-urni delovnik in sem prišla do različnih svojih izkušenj. Recimo, prva je bila ta, da sem morala dejansko 6 ur intenzivno delati. In tebi, Mark, povem in tudi vsem, če naj jo poslušajo, da to ni easy task. Torej, skoraj da verjamem, da en slovenski mainstream ne dela 6 ur, ker 6 ur intenzivnega dela, brez kave, brez malice, brez Facebookov in tako naprej, je težaško delo. In če bi vsi Slovenci delali 6 ur intenzivno, potem sem prepričana, da bi bila naša produktivnost mnogo večja, naša prebojna vrednost in tudi dodana vrednost na zaposlenega. Ne delamo niti 6 ur. Pa govorim kot oseba, za katero ljudje pravijo, da sem zelo predana, delovna, marljiva in tako naprej. In po 6 urah sem si napisala seveda te točke, organizacijo dela za naslednji dan in zaprla računalnik in zaprla vrata. Potem pa se je odprl prostor neverjetnih možnosti za bodisi ukvarjanje z otroci, z prijatelji, družino, zase, rekreacijo, meditacijo, branje. Skratka, to je res zelo dobro izkoriščen čas. Torej, ta model človeku da res ta pravi well-being, ki ga nekako ozaveščeni ljudje zasledujemo. Je pa res za tiste, ki so klenega značaja. In ta model je pa meni dal tisti pravzaprav inženirski pristop k življenju, ki v kombinaciji z mojo naravno freestyle idejo o življenju nekako dela en dober meč. To pomeni, znam biti sproščena v organiziranem svojem mikrokozmosu, recimo. Evo, tako lahko rečem. Tako da ja, rutin imam pa kar veliko. Torej, ta jutra so moja. Naprimer, znano je, da popijem 2 kavi na dan in nič več. Znano je, da vsaj 1 uro vsak dan se rekreiram na najrazličnejše možne načine. Znano je, da se otrokom posvečam vsaj 2 uri intenzivno vsak dan. Znano je, da pred spanjem vedno berem, in to knjige. Vedno imam na nočni omarici tam nekje do 6 knjig, pa potem večkrat izbiram glede na počutje. Imam pa še eno navado, za katero pa marsikdo ne ve, pa ne vem, če lahko to povem, ampak je razvada. Že kar nekaj časa. Jaz sem ena izmed tistih kadilk, ki ne vejo čisto točno, a bi me opredelili kot kadilko ali ne, ker prižgem natančno 1 cigareto na dan. Super, pa si zelo efficient. Zvečer, ko imam svoj The best. Ja, tako da v bistvu na nek način sem en freestyle človek s polno nekih rutin in organizacij dela. Super, zdaj prvič moram povedati, da zelo navdušen, da si 5 AM Club, ker jaz sem probal in je zelo težko. Potem si zdaj zelo lepo poudarila, da ženske ste zelo dobre v multitaskingu, ker si delaš veliko stvari, hkrati tudi 6 knjig, super. Deva se malo dotakniti, mene je zmer ta svet novinarstva fasciniral. Zdaj, eno statistiko sem prebral, da smo nekje 100 let nazaj si v celem življenju dobil za 1 knjigo informacij, danes praktično za to dobiš v enem dnevu oziroma več knjig v enem dnevu. Pa me zanima, 15 let
si službovala kot novinarka, voditeljica, dnevna urednica na Valu 202, potem 7 let si vodila Svet kapitala kot odgovorna urednica poslovnega, tiskanega in spletnega medija. Tako da, kakšen je ta svet? Ker se mi zdi, da se zelo spreminja. Kot prvo je ta svet zelo atraktiven, dinamičen, drzen. Zaradi tega sveta sem spoznala res neverjetno veliko število čudovitih, atraktivnih, predrznih, drznih, pogumnih ljudi. Skratka, to je ena mešanica zanimivih značajev in seveda modrosti, res modrosti. Pravzaprav z Valom 202, kateremu sem iskreno hvaležna, in vsem tistim mojim sodelavcem in kolegom, s katerimi sem sodelovala, sem nekako sobivala od dojenčka naprej. Namreč moj stric je eden izmed ustanovnih članov, recimo Vala 202, avtomobilistični novinar, Janez Martinčič, tako da ta svet sem jaz poznala tudi iz te njegove perspektive. Namreč on me je pogosto vzel seboj na kakšne njegove te novinarske terene in tako naprej. In mislim, da je bila prelomnica, ko me je peljal z Lado Nivo, oh my god, jaz sem bila stara po moje 6-7 let, na Šmarno goro, torej na hrib mojega otroštva, kamor smo se seveda povzpenjali peš, ne? Ampak ne, takrat sva šla midva z Lado Nivo, nek tak džip, prvi, na vrh Šmarne gore. Mark, jaz ti povem, to je bila atrakcija. To je bila taka atrakcija z avtom na Šmarno goro. In druga stvar, da smo se iz Šmarne gore z vrha javljali v živo v eter Vala 202, oziroma se je Janez Martinčiča. Ko sem jaz kot otrok opazovala to sceno, kako so ljudje to dojemali, kako so nam nosili miške, preste, čaje in tako naprej, in kako je bilo to neka znanstvena fantastika. Takrat sem se jaz odločila, jaz hočem biti tudi novinarka na Valu 202. No in potem seveda čas teče. In moram reči, da do 19. leta, ko sem dejansko prišla na Val 202, kjer me je sprejela Darja Groznik, takratna urednica, zdajšnja moja prijateljica, ki jo izredno cenim, no, je kar nekaj vode preteklo in tudi nekaj iskanja. Sem že razmišljala o tem, da bi bila mogoče arhitektka, ne, se veš, Mark, s tisto romantično podobo, ne, ko riše arhitektka na pečini, ne, z kozarcem rdečega vina, ne, in tako naprej. Skratka, res sem bila malo že izgubljena, ampak potem srce te pač pelje tja, kamor nekje čutiš svoj zakaj. In spomnim se, da je bil prvi koncert Siddharte v Križankah s simfoniki, to je bil ta prva ta kombinacija, kjer so Križanke pokale po šivih, lilo je kot iz škafa, to je bilo 15.6. In naslednji dan, seveda, jaz sem tam na tem koncertu bila, ker skupina Siddharte so moji prijatelji iz otroštva. Kako bi le zamudila ta koncert, ki ga je pa organiziral Val 202. No, in naslednji dan, oziroma to je bilo 16.6., na rojstni dan Vala 202, 17.6. pa me je Darja Groznik povabila na prvi razgovor in obe sva bile takole, ne. Na tem razgovoru z glavobolom, ker smo ga seveda brutalno žurali na tem koncertu, ki je bil amazing, ne. Ampak takoj sva našli skupni jezik, skupni okus za glasbo in takrat se je pravzaprav ta moja valovska zgodba začela. Pravzaprav se je začela zgodba o tem, da si se moral vsak dan učiti novo temo. Mislim, da samo 2 novinarja na Valu 202 sta imela ta privilegij, da sta dejansko samo neko področje obravnavala, vsi ostali smo delali vse. Javljala sem se iz protestov, javljala sem se iz potresa, ki se je zgodil v Posočju, javljala sem se iz, ne vem, gejevske parade, borila sem se za človekove pravice ali pa sem delala intervjuje z top menedžerji, skratka, vse teme. Z Rokom Koželjem sva potem celo 5 let vodila vsako nedeljo magazinsko v živo oddajo, trajala 2 uri. In to je bila prva oddaja na Valu 202 po Marjanu Kralju, ki je bila nekakšna nedeljska radijska sopotnica.
Ujeto, zadeto in Velodrom se je potem imenovala ta oddaja, tam smo obravnavali tudi zasvojenost z seksualnostjo, skratka, res diapazon različnih tematik in seveda to te potem nekako pripelje do tega, da ima širok krog ljudi, širok pogled v zanimive vsebine. Ja, in to je potem nekako vodilo tudi zaradi nekih zanimivih spletov okoliščin, se veš, Mark, vodijo nas spleti okoliščin, naključja in pa frustracije, ne, je potem pripeljalo do tega, da sem dobila povabilo za urednico, odgovorno urednico Sveta kapitala. To je bila že mesečna priloga dela, ki pa ni imela tiste iskrice, no, to kar lahko rečem. Se spomnim, da sva z mojim kolegom zvala 202 Tadejem Košmrljem, ki sva se rada poglabljala v te biznis zgodbe, vedno nekako borila s tem časopisom, ker je bil napisan na zelo težaški način, torej ni imel tiste mehkobe pripovedovanja. Pa so bile dobre, kvalitetne zgodbe, ampak jaz stavim tudi na mehkobo pripovedovanja v tem smislu, da ti posrkaš bralca, da ga uvedeš z neko mogoče celo malce seksi ali eye-catchy materijo, podatkom, izkušnjo, legendo, karkoli, ne? In potem ga učiš nekih zgodb, ki so relevantne za njegovo poslovno ali zasebno pot. No, 3-krat sem odklonila to vabilo, da bi postala odgovorna urednica, no, 4-tič pa jim je uspelo in to je bil tudi zame en velik kompliment. Takrat pa se je življenje pravzaprav zame začelo na čist drugačnih ravneh, na drugačnih platformah, namreč morala sem se v nekem trenutku soočiti z vlogo vodje, ne, torej odgovorne urednice, ki ne samo, da diktira vsebino, ampak tudi nekako manevrira vse te konstelacije z poslovodstvom, z oddelki za marketing in trženje, z ekipo. Namreč jaz sem to prevzela v času, ko ni bilo niti enega novinarja v tej redakciji in sem šele začela snovati redakcijo. In potem je postal to tednik. Lahko ti pa povem, Mark, da ko smo imeli launch Sveta kapitala, da sem imela pač en nastop in sem rekla, da uredniška politika bo sledila ideji, da v prvi vrsti te zgodbe ne pišemo novinarji, ampak pišemo ljudje s srcem in z velikim sočutjem do sogovornikov in do bralcev in da pišemo za ljudi. In temu se nisem izneverila, zato ker se mi zdi, da ne samo v medijski krajini, pa ne samo v Sloveniji, ampak na svetu preprosto je čisto premalo te empatije, tega sočutja in razmišljanja, kaj nekdo na drugi strani, na drugem bregu doživlja, občuti, ko ga takole recimo dajemo na sramotilne stebre, govorimo o njem za hrbtom, neosnovano, neargumentirano. Jaz mislim, da je to tako neproduktivno in sploh v Sloveniji to duši pravzaprav en ta radoživ preboj. Vsi se strinjamo, da živimo dejansko v raju, ampak ta raj prepogosto uničimo s svojimi temi res nečednimi človeškimi lastnostmi in to je samo stvar odločitve, ne? Ali bo iz nas skočil tisti dobri ali slabi volk. Se strinjam. Zelo lepo si povedala in se mi zdi, da to danes sploh za neko vodjo, direktorja, menedžerja, kakorkoli, je zelo pomembno, da ima to čustveno inteligenco, empatijo zelo visoko razvito. Daj mi povej, ko so se ravno te teme dotaknila, ko si zasedla tako pomembno funkcijo in bilo treba v bistvu veliko stvari postaviti na novo, kakšne lastnosti si iskala pri ekipi? Kaj je tisto, kar je tebi pomembno? Veš, Mark, ko sem prišla na delo, me tam niso sprejeli. Namreč, kot veš, so me že spoznali kot odkritega ghostwriterja avtobiografije od gospoda Stojana Petriča, ne? Takrat in tudi zdaj še vedno enega najvidnejših slovenskih gospodarstvenikov.
Poleg tega sem bila novinarka in vsakič, ko novinar prestopi to iz novinarstva v urednikovanje, seveda se zaiskri. In še prestopila sem iz radijskega medija v časopis, brez izkušenj. Skratka, idealen recept za to, da me napadejo, da me opravljajo in da seveda sem najbolj nepriljubljen in najbolj pošasten človek, ne, ki pride pač nekam in prevzame vajeti pač nekega zanimivega medija. In Svet kapitala, to je, jaz sem v enem trenutku celo rekla, da je to moj tretji otrok. Še danes ga imam rada, čeprav ne obstaja več, na žalost. Torej, začetek je bil precej brutalen, ampak na srečo sem imela tudi svoje ljudi, ki so me podpirali, ki so me navdihovali in mi dajali moč in pogum. No, in na koncu smo zasnovali ekipo, ki je bil kot nekakšen, jaz rečem, humani start-up ali pa spin-off v medijski hiši Delo. The best. Energija je bila povsem drugačna. Bili smo špilferderberi, ker smo se na redakcijskih sestankih smejali in se imeli res zelo dobro. Čeprav spet ne, ta sproščenost in ta dobra volja je lahko usklila samo zato, ker pa smo imeli stvari zelo jasno pozicionirane. Torej, lahko, da bo kdo od mojih nekdanjih kolegov, Jan Bratanič, Klemen Košir, Pia Kapitanovič, Simona Drevenšek, še zdaj danes rada naštejem, moja sestra, Kaja Kovič, skratka, kup enih ljudi, lahko bi rekli, da sem bila na nek način celo stroga. Ampak s to bi rekla prijazno konotacijo. Vsak sestanek je imel svojo adreno. In na vsakem sestanku je bilo dovoljeno, da se javimo na telefon, če nas kličejo naši najbližji. Namreč, ko sem to prvič naredila pred vsemi mojimi kolegi, kjer so bili tudi zelo resni drugi novinarji, ki jih zdaj ne bom omenjala, je bil to tako šok. Kaj? Vodiš sestanek, pa se javiš, ne vem, otroku. Ampak nekako verjamem v to, da je bolje, da se javiš za tiste 3 sekunde, preveriš, a je vse okej, in se naprej fokusiraš. In dejansko daš nekaj iz sebe, stisneš iz sebe najboljšo stvar, kot pa, da si z eno nogo in z mislimi, recimo, a je z otrokom vse v redu, a se je kaj zgodilo, a je, ne vem, z možem vse okej, a je starši vse okej. Javi se, naredi kljukico in se posveti potem delu. In to so moji kolegi potem tudi zelo dobro sprejeli in zato pravim, da je to bil kot en tak humani start-up znotraj medijske hiše Delo. Veliko smeha, veliko brainstorminga, ampak nenačrtovano, veš, Mark, zdi se mi, da včasih ljudje delamo vse po jusu in po 1000 knjigah, ki nam jih nekako priporočijo. Kljukca, tukaj moram te skillse še nekako trditi. Manjka nam avtentičnost. In zdi se mi, da dobro funkcioniram v tej krajini zato, ker imam res iskreno rada ljudi in iskreno se vsakega razveselim in mu prisluhnim in tudi zelo odprto z njim komuniciram. In to je predpogoj. Poleg tega je predpogoj, da si vsaj prebral kakšno knjigo o bontonu ali pa da so te starši naučili osnove bontona, da imaš to kulturo v sebi. Ne morem verjeti, da nam učitajoče se zgodbe v resnih medijih pišejo ljudje, novinarji, ki jih cenimo in ki nimajo v resnici v everyday lifeu osnovne kulture. Ne pozdravijo, opravljajo, so škodoželjni, mečejo polena pod noge. Veš, to se meni zdi resnično v neskladu. In zato bralci, poslušalci, gledalci to začutijo. In torej, človek mora biti avtentičen in srčen. Zanimivo, kar je bilo pri teh sestankih ali pa pri vodenju ekipe, je bilo tudi to, da ko smo mi imeli eno tako lepo razpoloženje, smo v širši sreni, in to lahko apliciramo tudi na slovensko družbo, bili razumljeni kot nekakšni špilferderberi. V slovenskem podjetju se moramo počutiti, govorim v povprečju, slabo. Moramo doživljati toksične odnose. Mark, jaz na to res ne pristajam. Jaz sem prepričana,
da lahko človek v stotinki sekunde najde prijazno ali pa grobo besedo. Se strinjam. In zakaj ne bi pač prijazne? Ne? Zdaj, kaj si me še vprašal, kako sem se soočala z vodenjem? Aha, Pa kakšne lastnosti začetek. si iskala pri ekipi? Ja. Recimo, prva stvar, ki je meni padla v oči, namreč povedala sem ti zelo iskreno, da sem časovno rahlo dezorientirana in da vedno vsaj tistih 5 minut zamudim, a ne? Se več ne, ampak 5 minut, klasika. No, na Radiu Slovenija pa nismo smeli zamujati niti sekunde. Lahko ti kot zanimivost povem, da smo naslednji dan po oddaji, če je kolegica zamudila 30 sekund, smo imeli cel sestanek namenjen prav temu, ne? Zakaj smo ji dali še nek dodaten jingle, avizo ali inštrument, da je šla oddaja v eter. Jaz ti lahko povem, da v 15 letih mojega službovanja nisem na Valu 202 zamudila niti enega roka za oddajo. Wow. In še danes poznam uredniško strukturo Vala 202 tako dobro, da ne nosim ure, ampak poslušam Val 202 in vem, koliko je ura, glede na programsko shemo. In to, ko sem jaz prišla na delo, ko so moji kolegi, tisti, ki so bili že prej na delu, 15, 10, 20 let, mi obljubili članek, ker nisem še imela svoje redakcije in so hodili mimo mene, mimo mojega deska in niso rekli, ne živijo, ne oprosti, zamujam, ali lahko še kakšen dan, ampak so zamujali za oddajo roka tudi po 10-14 dni. Wow. Tako, oh my God, kaj se dogaja? No, takrat sem ugotovila, da pravzaprav moram v redakciji, ki jo bom zasnovala, nekako resno povedati, da roki za oddajo so zakon. Ampak se je ta moment pravzaprav vseeno preselil tudi v to našo malo redakcijo Sveta kapitala in nisem norela, nisem se maščevala kolegom, nisem jim zmanjševala honorarjev, ampak v neki točki sem sestanek začela samo z čist mirno mislijo, ki pa je imela magic touch, in to je, dragi kolegi, ustavna pravica vsakega je, da dela. In jaz delam zato, da bom preživela sebe in svojo družino. In če vi ne oddate svojega novinarskega prispevka, meni okrnete osnovno pravico do dela. In ne moremo praviti tistega, za kar me delodajalec plača. Lepo prosim, ker je vezana trgovina, držimo se rokov in upoštevajmo in spoštujmo osnovne človekove pravice. Top. Mark, nisem se zavedala, kakšen učinek ima pravzaprav ena taka dosledna in iz srca izrečena izjava. Moji kolegi in res na tem mestu bi celotno redakcijo Sveta kapitala pohvalila, od tistega danega trenutka naprej ni niti eden zamudil roka za oddajo svojih člankov. To je, in s tem, mislim, to je res tako neprecenljivo, ker se zgodi tako lep workflow. Vse to, kar govorim, se lahko aplicira na čisto vsa polja našega življenja, vse panoge, vse korporacije, vsa podjetja, start-upe, v vsako gospodinjstvo. In na tak način pravzaprav mi lahko zasledujemo to lepoto Biblije. Top, super odgovor. Prej si izpostavila bonton in ena zelo zanimiva stvar se mi je zgodila, ker sem šel študirati v Ameriko, smo imeli enega milijarderja in je rekel, da najpomembnejši nasvet, ki nam ga da, je, da se naučimo reči prosim, hvala, da znamo pozdraviti. Tako res nora zadeva. Zdaj, ponovadi rad vprašam, kaj bo tisti trenutek, ki je tebe pripeljal v te vode, pa si že opisala, da je bil to ta dogodek s Lado Nivo na Šmarni gori. Me zanima, kaj je pa kakšen projekt ali pa največji uspeh, ki se ti je zgodil, na katerega si zelo ponosna? Mislim, že kot novinarki Vala 202 se mi je odprl pravzaprav velik horizont, na kar sem res zelo ponosna in spoštujem vsak čas, ki mi je bil namenjen na Valu 202. Je pa tako, ko pa človek
nekako zasede neko pozicijo, kot je recimo res odgovorna urednica Sveta kapitala, takrat pa je en tak enkraten domino efekt samih pozitivnih stvari. Ja, vmes so bile tudi kakšne malo bolj grenke, a ne? Ampak ja, lahko rečem, da v tem trenutku sem ponosna na to, da sem uspešno, brez ene zamude, urednikovala in spravljala k življenju čudovite zgodbe, pomenljive, future-oriented zgodbe znotraj blagovne znamke Svet kapitala. Še danes, ko se vrnem k Svetu kapitala, pravzaprav šele zdaj še toliko bolj dojamem, kakšne vsebine smo mi dajali slovenski javnosti. Res dobro. In na to sem zelo ponosna. Ampak ponosna sem, da sem imela pravzaprav ta privilegij sobivati in soustvarjati skupaj ta brand, ta medij s svojimi kolegi. Brez mojih kolegov ne bi obstajala jaz, ne bi obstajal Svet kapitala in verjetno tudi moji kolegi ne bi obstajali brez mene. Tako da to je šlo za eno tako lepo win-win vzajemno zgodbo. Ponosna sem vsezadnje tudi na eno prelomnico v mojem življenju. Namreč nisem bila vešča pisanja, čeprav sem skozi pisala članke, recimo za korporativne revije, ne vem, za Audi, za Zavarovalnico Triglav, za NLB, za Porsche, za ne vem kaj še vse. Ampak, da bi pa prav recimo pisala, ne vem, knjige, neke daljše tekste, neke hude ekspertize, to pa ne. No, in potem se je zgodilo to, spet splet okoliščin, da sem napisala avtobiografijo, ful mi je bil všeč film Ghostwriter. Tako se mi zdi ta vloga, da si v bistvu nekje v zadnji, ampak si in. To se mi zdi tako, wow, ne samo privlačno, meni se zdi to prav seksi, ne. In ko sem gledala tega Ghostwriterja, ne, in ko sem vse te zgodbe in ga čutila v tem filmu, ne vem, če si ga gledal, ampak ga res priporočam, meni se je zdela ta vloga tako, wow. Vse potem je bil razmah teh Ghostwriterjev, ki so se slej ko prej razkrili, no, in tudi pač jaz sem bila razkrita, ne, ampak gospod Stojan Petrič mi je dal takrat priložnost, navsezadnje, da napišem knjigo. In Damoklejev meč, a si bral Damoklejev meč? Ne. Priporočam, zato ker je, pa ne zato, ker je prišla izpod mojega peresa, ampak zato, ker je to fascinantna zgodba, ki se je dejansko zgodila na slovenskih tleh, ampak jo lahko daš kamorkoli na svet. Lahko jo apliciraš na katerokoli področje svojega delovanja, življenja in je fascinantna zato, ker bi lahko bila to res tako en svetov zgled za recimo podjetnike svetovnega kova. Res. Mislim, in ni mi žal, čeprav je potem ta knjiga naredila kar nekaj takih, bi rekla, side effects, ne. Top. Ampak ja, zanimiva izkušnja, predvsem to, da sem se znala pripravljati na to. Pisanje knjige je zelo težka naloga, veliko časa gre, veliko poglabljanja, veliko branja, veliko intervjujev, potrpljenja, skratka, ampak to je nek projekt, tako kot diplomska naloga, recimo, ne, čeprav je še mnogo več, ne, sem napisala, natipkala sem več kot 1000 strani v fondu, ne vem, 11, ne. To je bilo res ogromno. Predelala sem ogromno knjig in ta knjiga je nastajala na podlagi intervjujev, ki sem jih opravljala med porodniško. Takrat sem ravno rodila Metko in sem se tudi s tem ukvarjala. In ja, ko je nekaj tako traja in se ti vračaš temu projektu, ne, v bistvu uriš neke posebne skillse. To ni tako, kot TikTok, 1, 2, 3, ne? Ja. To iz tebe privleče neke druge lastnosti, neke druge moči, ne? Torej vztrajanje, tek na dolge proge, da ne obupaš in vse te stvari, o katerih pač zelo znameniti pisci, guruji, motivatorji, coachi pišejo, ne?
In ker sem bila v hitrem mediju prej, na Valu 202, ko smo vsi delali vse na dnevni pogon, je bila to zame ena nova lekcija v življenju. Res. Priporočam branje Damoklejev meč, ne vem, ali ste ga sploh še dobili to knjigo ali ne. No? Definitivno bova. Ja, ponosna sem na oboje, Svet kapitala, Damoklejev meč in na oba moja otroka. The best. Definitivno bova knjigo navedla, da jo bodo tudi poslušalci prebrali. In sicer ena izmed pomembnih stvari v tvojem življenju je tudi, da si se konstantno izobraževala. Veliko si vlagala tudi v šolo govora, imela si akademske igralce iz AGRFT, ki so te učili, imela si profi govorce, kot so razni legendarni radijski napovedovalci, večletno izobraževanje in dejansko si v svetu, moderatorjev teh dogodkov v samem vrhu in si glavna in se zmeraj spomnimo nate in odlično vodiš, pa me zanima, koliko je to pomembno, da si šla čez to izobrazbo, pa še drugo vprašanje, a imaš ti sploh še kaj treme? Mark, jaz imam v resnici pred vsakim dogodkom, evo tudi pred najinim snemanjem, vedno tremo. Res. Včasih se malo bolj tresem, včasih malo manj. Moram reči, da čist tako bi rekla, vedno nekako svoje najljubše ljudi spomnim na to, pa malo zbujam pozornosti, vodenje imam, daj pridi, držite pesti, kot ena najstnica, veš, ne? Yeah. In ko ima recimo baletni nastop, kaj takega, ali pa nastop pred starši, veš. Tako da, ne, trema je vedno prisotna, ampak tukaj bi lahko povedala spet eno izkušnjo, namreč kot novinarka na Valu 202 me je urednica poslala na intervju, v medijsko hišo Delo, takrat je bil še Mitja Meršol, znameniti odgovorni urednik, in on je obvladal fenomen, takratni fenomen, ko je bila ta invazija na Irak, tako imenovani fenomen embedded journalism. Kaj zdaj to, Jaz sem mogla delati temo, kaj zdaj to je, In sem šla do Meršola in sem naredila intervju. In jaz sem imela še tisti mini disk in mali mikrofonček, in sem ga seveda spraševala, kaj zdaj to je, kaj to pomeni, da so vojaki zraven, torej, da so novinarji zraven vojakov, in kako to vpliva na poročanje, bla, bla, bla. In se mi je rahlo rokca zatresla, Namreč začutil je, da ta mikrofon ima en tak tresljaj, da je neka trema prisotna. Jasno, jaz sem bila še mlada novinarka, pred mano pa je bil človek, ki smo ga vsi samo spoštovali in občudovali. In potem mi je ta gospod rekel, kolegica Petra, ni potrebno imeti treme. Čeprav razumem, da jo imaš, sem jo imel tudi jaz. In to sem si zapomnila za vse večne čase. In je rekel, bil sem na BBC-ju mladi novinar. In moja želja je bila, da posnamem kraljico Elizabeto. Kdo si tega ni želel? To je bil zame highlight službovanja na BBC-ju. In nekega dne se je dejansko to zgodilo, da je urednik prišel do mene in je rekel, da naj grem na intervju z kraljico Elizabeto. In mi je Meršol rekel, Petra, takrat nisem vedel, a bi najraje bi kar pobegnil iz Londona v Ljubljano nazaj, ampak po drugi strani, to so bile moje sanje. In kaj narediti? Kako je on pravzaprav premagal tremo? Predstavljal si je Elizabeto, torej kraljico Elizabeto, Ona je vedno nosila, recimo, turkizne plasirana krila, naprimer, ali kanarčkovo rumena krila, pa nekaj takega. In si jo predstavljal, kako gre ona na WC, na toaleto. Zdaj, kaj naredi s tem krilom? A ga ona, ko se usede na WC, a ga dvigne, ampak kako pa potem držiš pravzaprav toaletni papir, Ali spusti to krilo na tla? In seveda sva se začela smejati in on se je začel smejati, ampak kaj je pravzaprav mi povedal? On se je znotraj sebe začel režati taki figuri, kot je kraljica, jo je na nek način počlovečil. In je šel na intervju kot človek k človeku. Nič več, nič manj. In ideja je ta, da temo jaz premagujem pravzaprav tudi na tak način, da
spoštujem vsakega, ki pride na dogodek, kot človeka. Ne gledam, ali ima kravato, ali ima tak status, ali je prišel s takim avtomobilom, ali je zdaj on nek odločevalec ali ne, ali je odločevalka. Jaz pogledam publiko v dvorani kot skupino ljudi s svojimi občutki, strahovi, čustvi. So v dobri, so v slabi koži. In moja naloga je, da takrat na najbolj prijazen, najbolj človeški način povem tisto, zaradi katerega so pač tja prišli. Neko sporočilo, nekaj za v žep. In zdaj, če sem jaz samo v vlogi moderatorke, ki pravzaprav je samo, če sva čisto iskrena, ne, kot nekakšen prometnik, ker glavni frajerji so seveda spikerji, ne, se vsaj toliko potrudim, da vsaj tisto lepilo je prijetno in prijazno in recimo vsebinsko zanimivo. Ne. In ko pomislim na publiko kot na skupino ljudi, se mi omehča srce in takrat trema zgine. Super. Dober nasvet tudi za naše poslušalce, ki bo imeli tremo, da se bojo lažje spoprijeli z njo. Ja. Kar se pa tiče učenja, veš, Mark, jaz vidim, ne, najini kolegi, ne, se res vse življenjsko izobražujejo. Jaz se tudi na neki način, imam pa tukaj v bistvu en ta gap, ne, pač ne vpišem se na neko univerzo. Evo recimo najin skupni prijatelj, Lovro Peterlin je zdaj recimo, mislim, da je na Harvardu, kje, ne? Ja. Potem najini kolegi hodijo absolutno na poslovno šolo, JDC Bled, ne? Potem osvajajo takšne in drugačne tečaje, se res formalno, dodatno izobražujejo. Mislim, da moja kolegica Barbara Uranjek, ona dela za nek tečaj na Cambridgeu, ne? Skratka, tukaj pa čutim še neko vrzel in mi je žal, da nimam tega časa, da bi lahko tudi nekaj na tej formalni izobrazbi več naredila. Ker to, kar si omenil, to sem naredila v tistih najzgodnejših letih mojega novinarskega udejstvovanja. Potem pa se učim skozi dogodke, na katere se pravzaprav vedno tako pripravim, kot je to vsebina moja in bi jaz lahko šla on stage in vse povedala. Tako da vsak dan se nekaj novega naučim iz najrazličnejšega polja, od, ne vem, trajnosti, turizma, finančnega sektorja, bančništva, vodenja, karkoli, ne. Samo tisto formalno, kar pa pravzaprav vi osvajate, tukaj pa se mi zdi, da bo ta moj čas še prišel. Zmeraj je čas, če je volja, je čas. Tako. Eno temo zmeraj tudi izpostavim, in sicer ti si v svoji karieri bila mentorica mladim in tudi zdaj si mentorica mladim. Pa me zanima, si tudi ti imela kakšno osebo, ki te je zaznamovala, kakšnega mentorja, več mentorjev, ki bi jih izpostavila, ki so kakorkoli vplivali na te? Ja, mislim, ful se sliši osladno, ne, ker najprej se zahvaljujemo staršem, ne, in družini, ampak mislim, težko bi postala to, kar sem, če ne bi imela tako, lahko rečem, res svetovljanskih, po mindsetu, staršev, ki jih imam za prave intelektualce, ljudi, torej oče in mama sta res moja dobra, odlična sogovornika, ki sta mi dala neko tisto platformo, to zagonski veter, recimo, ne. Brez njiju preprosto ne bi funkcionirala na nek način in sem jima hvaležna, ker sta res smart. In sodobna, napredna, nabrita, drzna, frajerja. No, seveda potem pa v življenju pridejo ljudje, ne, ki te zaznamujejo, s tem bi rekla, s pozitivnim in pa tudi negativnim predznakom, ne. Jaz sicer sem človek korenčka, imam veliko raje to pozitivno motivacijo, če te ne pohvalo, ki mi prižge vse motorje, ki mi je totalen driving, ne. Kritika me malce zamaje, ampak če je osnovana, če je argumentirana, je zlata vredna. Prav gotovo
so tukaj ljudje, kakšni učitelji srednje šole, ampak da bi si prav ime zapomnila, veliko me je naučila Darja Groznik kot urednica. Navsezadnje moram tukaj povedati, da mi je en velik vpogled v delovanje dala tudi potem kasnejša urednica Vala 202, Nataša Zanutini, zaradi katere sem na koncu dejansko odšla iz Vala 202, ker nisva bili za skupaj. In se je med nama zgodila ena res huda tenzija. Ampak v resnici me je naučila pravzaprav, da lahko tudi, če si urednik Vala 202, kao nek človek z veliko začetnico, lahko dvigneš pingvina, se spomniš še pingvinov? Recimo, to so te analogne reklame za kakšen dogodek. Dvigneš pingvina in ga odneseš in ga postaviš. Torej, ona je bila človek, ki je vse naredila, bila je predana, marljiva in ni pravzaprav zamahala z roko, a sem zdaj urednica ali ne, to je treba narediti in to bom naredila. In te hierarhije po teh statusih in funkcijah so včasih zelo škodljive. Zelo. In ubijajo neko to vnemo in dobro realizacijo. Se strinjam, so what, če si odgovorna urednica, pač primi in naredi, če bo to prineslo boljšo izvedbo nekega dogodka ali česarkoli. Moram pa tukaj reči, da v zadnjem času, ker sem bila tudi na turneji, ki jo pelje Nova Ljubljanska banka, sem postala ultimativen fan celo predsednika uprave Nove Ljubljanske banke, Blaž Brodnjak, ki je res človek, ki me je v zadnjem času fasciniral, ne samo, da je retorično izrazito sposoben, ampak on ima en genijalen en zelo dober vpogled in dobro interpretacijo dogajanja okoli njega, okoli nas. In to na domači in na globalni ravni. In ker sem imela to priložnost, da sem z njimi hodila na njihove poslovne dogodke, kjer je bil on pač key speaker, uvodničar, sem se ogromno od njega naučila in tudi ga zelo, zelo spoštujem. Veš, Mark, tukaj bi pa v prvi vrsti morala pa izpostaviti človeka, ki pa se ga niti ne upam tako zelo izpostaviti. Namreč oba sva zaradi škodoželjnih mnenj in škodoželjnih interpretacij doživela kar precej hladen tuš v slovenski javnosti. Namreč ujela sva se v neko publikacijo rumenega značaja za zelo neugodno zgodbo in včasih prav težko govorim o tem, ker je bila to ena zgodba, ki je zaznamovala moje življenje. Verjetno tudi njegovo, do neke mere. Sicer sva oba nekako pogumna človeka, ki rada zamahneva z roko, ampak veš, Mark, ko se začne ta gosip med ljudmi, ki jih ceniš, in ko se začne pravzaprav to opravljanje kot nekaj, kar je verodostojno, potem pa te zaskrbi in ugotoviš, da je samo beseda proti besedi in se ustrašiš. Skratka, ja, govorim o človeku, ki mi je kot diplomantki Fakultete za družbene vede dal ogromen in dragocen vpogled v polje gospodarstva. Pravzaprav sem se skozi njegovo pripoved učila ekonomije. Super. To si predstavljaj, Mark, da hodiš vsak teden, ne na faks, kjer ste v predavalnici študentje, ne vem koliko, 20-30 študentov ali več, ne? To si predavalnici, ki imaš 1 na 1. Mislim, to je ekskluziva. In to vsak teden 3 ure, intenzivno ali več. Skratka, to je bila zame življenjska šola, da po moje doživljenjsko razumem neke osnovne paradigme ali the name of the game lokalnega in globalnega gospodarstva. Top.
Super. Prej si omenila Blaža, zdaj jaz sem zelo vesel, da je Blaž bil moj prvi gost, ko sem štartil podcast, že 2 leti pa pol oziroma 3 leta nazaj, tako da noro. In ga tudi jaz zelo spoštujem. Zmeraj vprašam, glede na to, da smo Beyond Leadership in se pogovarjamo o vodenju in tako naprej, me zanima, kako pa sebe ocenjuješ, da se je pa tvoj stil vodenja spremenil, prej si izpostavila avtentično, od tega, ko si bila dnevna urednica na Valu 202, do tega, ko si potem prevzela še pomembnejšo funkcijo odgovorne urednice na Svetu kapitala. Kako se je ta tvoj stil, slog vodenja spremenil? Vsekakor je tako kot pri otrocih, beseda nič ne velja, velja samo zgled. In odrasle osebe smo samo veliki otroci, Torej, če si dosleden in korekten, predvsem pa spoštljiv, se to vrne kot bumerang v dvojni dozi. Torej, ljudje, kakorkoli so že naravnani, cenijo te osnovne odlike človeka kot takega. Torej, edina stvar, ki pa sem se jo skozi čas naučila, pa je, da ne smeš biti preveč popustljiv. Torej, srčna kultura absolutno ja, ampak lahko si tudi dosleden, strog v zagovarjanju svojih meja, svojih odločitev, na mehak način. Torej, lahko se to pokombiniram. Tako da jaz sem včasih bila mogoče malce premehka, potem pa je v človeški naravi, da preizkušamo, dokot seže ta meja, dokot lahko, kje so robovi in tako naprej. In ker sem naravnana tako, da veliko stvari mečem čez ramo, pa nekako prediham, in tudi nekako oproščam, to je pač neka moja osebna značilnost, prezrem, povem, da sem opazila, da vejo ljudje, da imajo opravka s človekom, ki stvari analizira, je poglobljen, vidi, čuti, doživi, ampak ne dajem velikega pomena neki napaki, spodrsljaju, spodrsu. Ampak vedno znova računam, da bodo to ljudje sprejeli kot, se je zgodila neka bremza, neka napaka, Petra tega ni zelo resno vzela, ni ta zadeva vplivala na naše nadaljnje sodelovanje in tako naprej, ampak bomo pa zelo previdni, da te napake ne bomo ponavljali. Pišuka, tukaj se pa zgodi ta problem, Jaz računam na to, da imamo opravka z ozaveščenimi ljudmi, ki napake ne bodo ponavljali, ampak ne, vedno se zgodi to, da se zgodi še enkrat ista napaka. In ko se zgodi večkrat, je pa to v moji naravi, da niti sama ne vem, kdaj bo tista kaplja čez rob, in takrat pa sem kar radikalna. Ne grobijanska, ne žlehta, ne maščevalna, daleč od tega, ampak pravzaprav takrat pa je vrag ukradel šalo. Takrat pa postavimo zgodbo na neko novo platformo in zato je tisti dober pregovor zelo simpel, bolje prva zamera kot zadnja. No, in tega sem se skozi čas, ne samo v poslovnem življenju, ampak tudi v zasebnem življenju naučila, da je nekako na začetku dobro tega brite postaviti, meje, pokazati, da smo dosledni in korektni pri tem, pri uresničevanju in da obljuba je resnično zato, da jo izpolnjujemo. Evo, to se mi zdi, da je eno vodilo, ki je zelo učinkovito pri vodenju lahko tudi družine ali podjetja. Super, se strinjam in tudi jaz sem zelo fan tega, direktnega komuniciranja, ki je spoštljiv, ampak tudi nujno potreben. Dajva se dotakniti, danes si pa ti v bistvu na svoji karierni poti zelo poudarjaš relevantno za prihodnost ključno vsebino, ki pa mora biti čista, transparentna, hkrati si šla še bolj intenzivno v vodenje poslovnih dogodkov, konferenc, si tudi urednica, kjer te lahko v bistvu nekako podjetja najamejo, da jim pripraviš celoten koncept vsebino, ukvarjaš se tudi z naročniškimi podcasti in pa
vsebinsko-marketinškimi prilogami, vsebinami in tako naprej. Daj nam malo razloži, wow, the best. Mene so novinarstva učili za moj okus old school novinarji. In to v času, ko je bilo novinarstvo še zelo romantično, ne? Torej, sledilo je tem osnovnim postulatom novinarstva, torej novinarska etika, objektivnost, transparentnost, brez pritiskov politike, brez pritiskov kapitala in tako naprej. Sama v tem obdobju se ne počutim tako gverilsko, da bi šla na okope in bi rekla, vrnimo novinarstvo. Nekako to prepuščam društvu novinarjev in tako naprej. Sem pa ugotovila, da na tak način v tej krajini ne moram več funkcionirati, ker ni več tako zelo pure, kot je bilo na začetku moje novinarske kariere. Je pa tudi res, da od samega začetka novinarstva sem bila že ena izmed tistih, ki sem prestopala na drugi breg, torej na breg vsebinskega marketinga, kjer je jasno pozicionirano, kdo je naročnik, bodi si naročnik dogodka, snovalec dogodka, kdo je naročnik nekega članka. In iz tujih korporativnih revij sem se naučila, da je tam zgodba poglobljena, ker je naročniška, je tudi dobro plačana, ker je dobro plačana, je tudi zelo zahtevna. Zahtevna zato, ker so naročniki resnično precizni in resnično vedo, kaj želijo za tisto plačilo dobiti, ne? Tako da članki recimo v neki korporativni reviji so lahko mnogo bolj strokovni, podkovani, poglobljeni, analitični, faktografski, kot pa recimo nek članek v mainstream mediju. Resnično. Zato sem se jaz odprla tovrstni zadevi in poskušam te naročnike, bodi si podcastov, bodi si dogodkov, na en tak, bi rekla, ne oslaben, ampak na dosleden in kredibilen način pripeljati v zgodbo. Vsekakor sledim temu, da je vsebina, da je vrednost dogodka, sporočilna vrednost dogodka, podcasta ali članka prva. In skozi to ti pravzaprav komuniciraš naročnikov brand. Torej, preživeti je ta vzorec, zdaj je pa ta brand najboljši, ne? In on ima odgovore na vse vaše težave. Mislim, da je javnost že dovolj ozaveščena, da v to jabolko ne ugrizne več, ne? Ugrizne pa v rešitve, kjer je pravzaprav neka metodologija, kjer so neka orodja, ki so kredibilna in ki nekako predpostavljajo dobre rešitve. To pomeni, če imaš ti neko kredibilno finančno institucijo, ki ti bo prinesla dobro finančno podporo, potem zakaj ne bi slišali, kakšne vrednote odlikuje to finančno institucijo. Ker dobre blagovne znamke se vežejo z dobrimi blagovnimi znamkami, ne? Torej, in ta meč mora biti tak, torej ti moraš, če z nekom hočeš sodelovati, moraš ga spoznati in moraš vedeti, v kakšno zgodbo stopaš. Zato ne gre za mojo nečimrnost, ampak glede na to, koliko se trudim, prizadevam in poglabljam v različne materije, vsebine, je tudi meni mar, da se vežem v dobre vsebinske zgodbe, dobre brende. In danes se lahko resnično pohvalim, da snujem dogodke, podcaste, članke s tistimi, katerim zaupam tudi sama. Ki imamo ta, bi rekla, to hierarhijo vrednot nekje skladno, ne? Tako da, zdi se mi vsebinski marketing na nek način čista oblika komuniciranja, ki ne zavaja občinstva, ki ne zavaja pravzaprav nikogar od vključenih, ker se ve, ta brand želi sporočiti to in je prav, da sporoča. Tukaj je celo tako, da so postali določeni močni blagovni, torej brendi, blagovne znamke, celo kreatorji našega življenja, ne? Zato je prav, da jih spoznamo in da jih spoznamo zelo dobro. In da od njih črpamo, kaj imajo za povedati.
ker če ti brendi stopajo na problematične poti, jih je treba izločiti iz te globalne krajine brendov, ker to je naše življenje. Mark, politika, koliko dejansko ima še moči? Kdo nam vodi življenje? Res je, zelo dobro vprašanje. Top. Dajva se malo še dotakniti Petre, nasploh tvojega osebnega življenja, in sicer verjamem, da ogromno nekih stresov, izzivov se pojavlja v vsakem življenju, pa me zanima, kako ti handlaš stres, kako se sproščaš? Neprestano imam v mislih ta quote, udri brigo na veselje. Torej, ne smemo stvari tako resno jemati, kot mogoče celo so, ne? To je ena stvar. Nekako sledim tudi ideji, da vse, kar se nam dogaja, pravzaprav je lahko eno lepo veselje v življenju. Seveda pa stresa imam kar precej. Tudi velikokrat sem se že tako zatresla, da sem rekla, zdaj se je pa treba malce ustaviti. Lahko ti priznam, in to v bistvu priznam zato, ker tisti, ki bodo to poslušali, so se mogoče tudi kdaj s tem soočali, namreč kako handlamo svojo identiteto. Namreč vse skozi sem se pravzaprav kot Petra Kovič naslanjala na neko blagovno znamko, na Val 202 ali pa na Svet kapitala oziroma medijsko hišo Delo in potem še na druge vzporedne zgodbe, s katerimi sem sodelovala. Potem pa sem se odločila, da ne bom več zagovarjala vnovičnega mandata odgovorne urednice Sveta kapitala in da se bom podala na svojo samostojno podjetniško pot. Takrat me je v tistem hipu že čakalo vodenje neke okrogle mize znotraj Združenja Menedžer, mislim, da je bil kongres Združenja Menedžer v Portorožu, in sicer publika je bila 500 glava, 600 glava, skratka, kdo ni bil takrat v Portorožu, in takrat sem se soočila, da imam jaz problem, kdo dejansko sem, ali mojo identiteto gradim sama, sebi, s svojimi lastnostmi, svojim prizadevanjem, ali si jo gradim v nekih kontekstih blagovnih znamk, ki niso moje, torej Svet kapitala in so minljive, Val 202, minljivo, In ti lahko povem, Mark, pred vodenjem ful ljubke okrogle mize v Portorožu en teden nisem spala. To je bila insomnija. To je bilo tako grozen, ker sem se soočala z vprašanjem, jaz bom šla na oder, kdo pa sem? Najhujše je bilo, ko me je Sonja iz Združenja Menedžer vprašala, kako me naj zdaj predstavijo, ker nisem več odgovorna urednica. Mislim, to je en moment, ko ti da tisti en vpogled vase, pa rečeš, kdo sploh sem, kaj je sploh moj zakaj, a sem res tako lahka, da svojo vrednost gradim na vrednosti blagovnih znamk, ki so v tistem trenutku ob meni. Veš, Mark, to ni joke, To ni joke in to je nekaj, kar redko kdo po moje prizna. Ampak se mi zdi osvežujoče, meni nič naroda, jaz sem to potem predelala in sem ugotovila, da pravzaprav tudi ti brendi, kjer sem jaz bila, so tudi na nek način pridobili, ker sem bila jaz zraven, ker sem jaz prinesla svojo energijo, jaz nekaj, kar sem spoznala, ampak, a veš, to je proces, skozi katerega se moraš v tistem tednu insomnije prebiti in prideš uničen na oder, ampak tista noč po tistem dogodku v Portorožu je bila po moje najdaljša in najboljša noč mojega življenja, ker sem spala kot dojenček. In takrat sem pravzaprav ugotovila, da moramo delati na sebi, in da moramo nekako tudi ceniti to, kar smo, in ceniti to, da smo različni in da imamo pluse in minuse, takšne in drugačne lastnosti, spreminjamo se, Samo vsako leto smo recimo starejši in bolj ozaveščeni, če delamo na tem, če se veliko pogovarjamo, če veliko beremo, če veliko poslušamo,
Ja, tako da Top. sem zašla. Ne, nisi. Sva na osebni To Petri. je še vedno on track. Je. Da mi povej, prej si omenila, da imaš 6 knjig, katere so tvoje najljubše knjige oziroma kaj trenutno bereš? Trenutno. Marke, sem si v bistvu pripravila tole, ker smo takole na Zoomu, ne, da pokažem. Zdaj je trenutno, pozor, to je lahkotno branje, ne, da ne bodo rekli, kako bere Petra. Skratka, to je ena nova obdobje Rolling Stonesov. The best. Top! Ne, res. Mislim, ta ženska Jones se piše, Leslie Ann Jones, biografija največje rockovske skupine na svetu, Rolling Stonesi, je ultimativna frajerka. Ona ima the best slog, ona se je gibala s temi glasbeniki, pozna jih. Evo, tukaj se pravzaprav sem se malo celo lahko poistovetila z njo, ker zgolj slučajno sem tudi sama pravzaprav celo svojo mladost in svoje življenje bila v družbi ne samo poslovnežev in poslovnih žensk, ne, ampak tudi najbolj odmevnih in najbolj cool rockerjev tega našega slovenskega okolja. In dejansko je ful dober, kako pravzaprav, ko spoznavaš te ljudi, ko jih poznaš do obisti, vse njihove notranje intrige in zgodbe, strahove, čustva, čustvovanja, ne, kako pravzaprav je to en tak zanimiv svet, zanimivih ljudi. No, in ona piše Rolling Stones. Evo, to je v bistvu čisto nova knjiga in na zelo luškan način piše o tej glasbeni, legendarni skupini. Ob tem, da lahko povem, da nisem fanica od Mick Jaggera. Včasih se mi zdi prav debilne, čeprav je sir. Mi je pa totalno všeč tale model Charlie Watts. On je dal en ful dober quote, namreč jaz se z njim poistovetim, zelo rada. Ni greh, če si reven, greh je, če si videti reven. In dejansko se mi zdi ta ideja, da prideš v nek prostor s svojim notranjim, tako avtentičnim in zelo iskrenim občutkom, da nisi največji debil ali pa kreten na tem svetu, ampak da si v bistvu Jack, ne? Prineseš eno energijo s sabo, ki je osvežujoča ne samo zate, ampak tudi za celotno skupino, v katero greš. Pa če ne bo to na ravni recimo celofana, obleke ali pa nekega notranjega počutja. Ne? In ful mi je bilo všeč, ker je bil to edini Rolling Stone, ki je bil poročen za eno in isto žensko celo svoje življenje. To mi je tako res neka lepa stvar. Drugače pa priporočam, vedno gre z mano kamorkoli, ampak to pa res uspešnica mojega dragega prijatelja, doktorja Kenana Crnkiča, in to je Pazi, kojek vuk hraniš. To je tako res knjiga, ki ti pravzaprav da en zagon že po prvih parih straneh, ker začne se v resnici zelo morbidno in sicer ti češ umreti. Pika. Šitne, vsi bomo umrli. In potem počni, da živiš. Torej, ti boš umrl, ne? To je dejstvo. In zdaj je trenutek, da začneš živeti. In potem nadaljuje, ne, s tistim, kar pravzaprav se že poznamo, ne, koliko sekund imamo na voljo, ne, vsak dan in kaj naredimo s temi sekundami. Marsikdaj jih vržemo v vesolje skozi okno, ne. Če bi pa imeli toliko denarja vsega na voljo, ne, kako koristno bi ga uporabili, če po noči tega denarja ne bi bilo več. Torej, to, kar ga uporabiš, tisto, kar ostane, tisto v vesolje. Kaj pa naredimo z našimi sekundami, Mark? Velikrat grejo res zelo pišmeuhovsko skozi okno. Ne? No, to, recimo med pandemijo, pa sta mi 2 knjigi zelo pomagali, namreč med pandemijo sem doživela pač neko osebno prelomnico na zasebni ravni in mi je ful pomagala knjiga Ovira je pot, a jo poznaš? Sem že slišal, ja, nisem pa še prebral. Si slišal, ne?
Ja, spet preprosto branje skozi take zgodovinske zgodbice, ampak ker nisem stoik po naravi, me je naučila ta knjiga stoicizma, ki je v tako ekstravagantnih okoliščinah, v katerih živimo, zelo, zelo dobro orodje. Torej, malo te stoičnosti, ne? Da vklopiš, da v bistvu vse stvari, ki se nam dogajajo, ki so res tako vrtiljak, ne, dobre in slabe, da jih malce z eno lahkotnostjo ali pa z eno nonšalantnostjo ali umirjenostjo doživimo, predihamo, sprejmemo in plujemo skozi to življenje, pa naj bo dolgo ali kratko, kot je rekla recimo ravno kraljica Elizabeta, ne, takrat, ko je bila ustoličena. Najina skupna prijateljica, prepričana sem, da je skupna, Danijela Barbar Kotalenko, pa mi je nekako svetovala knjigo, ki pa me vedno znova vznemirja in jo priporočam vsem v branje. Namreč to je kot en tak, ja, res je, učbenik življenja je naslov, od Martina Kojca. A poznaš to knjigo? Poznam, ja. Kakšna se ti zdi? Ful dobra. Zelo priporočam. Jo bova tudi midva navedla med reference. Vse te knjige bova navedla. V najinem podcastu, a ne? Tako. Da bojo lahko poslušalci spoznali, ker dobro izbiro imaš, zelo dobro. Hvala, Mark. Ampak glej, se pravim, to so neka priporočila mojih dragih prijateljev, ki jih zelo resno vzamem. No, lahko pa še omenim, no, da med temi prijatelji, ne, je tudi novinarka dolgoletna Nina Zagoričnik, premalokrat se vidiva. Z njo sem sedela 15 let. To je ženska, ki je druga moja mama, novinarska mama, ki mi je dala eno motivacijo za doživljanje življenja skozi umetnost. V najširšem možnem pomenu. Namreč, jaz sem ljubiteljica arhitekture, grafičnega oblikovanja, mode, umetnostnega izražanja v vseh možnih pojavnih oblikah. Ona je ženska, ki jo pozna vsa hollywoodska srenja, berlinska filmska srenja. To je ženska, v katero se je nesmrtno, skoraj da, če malce dramatiziram, zaljubil Robert Redford. Skratka, Nina Zagoričnik, res težko bi ta podcast zaključila, če je ne bi omenila. In pa seveda tudi mojo pen-frendico, namreč veš, imam pen-frendico. Best. Se spomniš pen-frendovstva, ko smo si prav pisali analogna pisma z nekom iz, ne vem, Avstralije, ne? Danes je to klik, ne? Sem takrat si pa pričakoval pismo, ne? No, ampak zdaj je online pen-frendica Zorana Bakovič, znamenita novinarka, svetovljanka, ki piše za Delo in tudi mislim za kakšne druge medije, tudi nagrajena novinarka. Zgodbe od Beograda, Zagreba, Dunaja, Pekinga. Ona je, če bi izdale midve knjigo, kjer bi recimo samo natisnili najino korespondenco, Mark, oh my god, kaj bi Freud povedal? Velik. Dve ženski, ki izlivata različnih generacij, ki sta se videli v življenju dvakrat, se nesmrtno zaljubili, vsaj jaz sem se vanjo, resnično, Zorana Bakovič, I'm in love with her, in ki si pišeta osebne zgodbe. The best. To je priceless. Jaz sem tako hvaležna in mi je žal, da nima dan več kot 24 ur, res mi je žal. Daj mi povej še, ker sem te prosil, da mi napišeš najljubšo hrano, si izpostavlja čokolešnik. Ful dobro. Si to res rekel na glas. Ampak vsi tisti, ki me zelo dobro poznajo, vejo, da že od majčkega jaz vsako jutro, torej ne zamudim zajtrka, tudi ko sem vodila jutranji program na Valu 202, ko sem rekla dobro jutro natanko 5:05 po prvih poročilih,
sem ostala tako zgodaj, da sem pojedla vsaj čokolešnik. Mnogokrat sem šla na jutro, torej na vodenje jutra, naravnost iz K4. Takrat so bila jutra najboljša, ker sem bila v elementu. Ampak sem potem ob 9, ko smo zaključili z vodenjem jutra, seveda dol padla in spala 10 ur v kosu. Ja, čokolešnik je moja pravzaprav najljubša hrana, lahko rečem, zato ker me res spremlja povsod, če slučajno imam to srečo, da gremo kakšna, ne vem, na kakšna potovanja, eksotična, pa čokolešnik vzamem s sabo, ker tam ni čokolešnika. Zdaj, če bi pogledala midva na tvoj telefon, katere aplikacije so te glavne, ki jih uporabljaš? Tukaj sem zelo slaba, a ne? Lahko ti povem, da imam v telefonu, ne vem, je to kakšna številka, to boš ti povedal, preko 7345 kontaktov, ki jih lahko pokličem vsak dan. In to so res iz vrst, bodisi kulture, kulturniških krogov, biznisa, ne vem česa vsega. Skratka, zanimivi ljudje se skrivajo v mojem telefonu, tako da ga res ne smem izgubiti. Pri teh aplikacijah, pa tako, kaj je aplikacija? Ne vem, neprestano poslušam Spotify, na primer, ne. Recimo moja sestrica, ona je dobila celo od Spotifyja nek newsletter, da je med rekorderji na slovenskih tleh po poslušanju Spotifyja. No, ampak jaz sem verjetno nekje za njo. Tako da pač to je isto gnezdo, torej res velika ljubiteljica glasbe, raznovrstne in zelo sem audio človek, tako da pravzaprav meni tudi atmosfero, zdaj ko delamo doma, pravzaprav skozi barva glasba in poslušanje podcastov ali radijskih oddaj in tako naprej. Tako da, ja, Spotify je ena izmed teh stvari. The best. Petra, zdaj pa še najpomembnejše vprašanje, in sicer mi imamo že kar lepo število poslušalcev, od predsednikov uprav, izvršnih direktorjev, pa vse do študentov in mladih podjetnikov. Pa me zanima, kaj bi bili pa tvoji 3 zaključni nauki ali pa tvoji nauki za naše poslušalce? Nauki. Zdaj, če osebno bi lahko rekla, solze šparajte za čas, ko življenje zares zaboli. Torej, tudi ko se nam dogajajo neugodne situacije, a ne, se potrudimo in pridimo v sredino z neko dobro, pozitivno naravnanostjo. To je vsekakor dobro za nas, a ne, za naše psihofizično počutje, če si nekako nadenemo nasmeh, a ne. Pa ne, da bi se lagali, pa da bi bili hinavski ali pa izumetničeni, ampak da poskušamo najti to dobro voljo in optimizem v sebi in ga tudi damo našim sogovornikom, naši družbi. Torej, to je eno tako vodilo. Drugo vodilo je, da na koncu vedno vsak človek najde svoj zic. Ta se mi zdi ena taka dobra prispodoba, ki jo lahko apliciraš, ne, pač eni radi sedijo na zofi, eni se radi zibljajo v mreži, eni imajo radi, ne vem, živo rumen stol, eni uradniški, birokratski. In vse to pravzaprav pokaže, kdo smo in kakšni smo in kaj je pravzaprav naše poslanstvo in vizija. In spomnim se, da je direktor poslovnih medijev, ko me je povabil, sem z njimi, Igor Savič me je povabil na sestanek, imel je takrat novo pisarno, je odprl vrata na stežaj. In ko sem ga vprašala, ampak Igor, kam pa se usedem? Je rekel, izberi si. Imel je eno ovalno mizo in zelo različne stole. Sploh ni imel tako tisto klasično pisarniško, kjer je vse po istem šimlu, ne. In jaz sem si izbrala živo rumenega on top. Udoben, živo rumen in pravzaprav, da sem imela pregled nad celim prostorom. In takrat se mi zdi, da sem se z Igorjem začela zares pogovarjati. Ker mu je bilo všeč, da sem izbrala točno tisto, rumena barva, barva energije, optimizma, veselja.
Ja, želim imeti udobno življenje in trudim se, da to udobnost pomagam zasledovati ljudem, ki stopajo z mano v stik. In najbolj mirna sem, ko vidim, da so vsi moji nekje ok in ko jih vidim. Ne, da bi želela biti helikopterski človek, kaj šele mama, ampak pomirjena sem, ko imam pogled in da vidim, da vse lepo teče in funkcionira. To so ene take stvari. Če pa se vrnem recimo mogoče k tem avtorjem, ne, pa seveda, ne, tako kot sva že večkrat omenila, pazimo, ne, katerega volka hranimo v sebi. Namreč to je stvar odločitve, ali bomo nekako negovali naše lepe naravnanosti in dali priložnost, da nam nekje, pa, da ne bo to narobe razumljeno, da sem neka poduhovljena babanca, ampak dejansko verjamemo to, da življenje izniči ali vrača dobro, ne? In mogoče ne na tem prostoru, pa ne v tem času, ampak nekje se bo zgodila ta dobra spirala, ta dober bumerang. Torej, če hranimo v sebi tega dobrega volka, iztisnimo iz sebe najboljše in na koncu je to pravzaprav najbolj sebična ideja, ne? Ker bomo mi zagotovo tega največ imeli. Ne? Tako da to so eni taki nauki, vodila, niso najpametnejši, zagotovo pa vsakomur prav pridejo. In še veš kaj? Verjamem v kolektivno srečo. In moja iskrena želja je, da je vsak človek ne srečen, tako sladno srečen, ambiciozno srečen, ne? Ampak notranje pomirjen in zadovoljen. In resnično se sprašujem, zakaj si vsi vsako sekundo ne prizadevamo, da je nekdo ob nas točno to, pomirjen in notranje zadovoljen. Ker ko bomo mi to počeli zavestno, omogočali platformo, prostor in čas, da bodo ljudje lahko doživeli sanje, uresničevali sanje, potem bomo mi tudi lahko črpali to kolektivno srečo. Ker naše zadrege, tesnobe, depresije, stiske so zaradi te kolektivne zadošljivosti. In več kot nas bo zadovoljnih, bolj bo tudi Slovenija kot družba nekako lahko prebojna tudi v tem, bi rekla, smislu, da bomo postali eden izmed najbolj srečnih narodov. Zakaj ne bi bili? Saj smo tak mali laboratorij. The best. Top, super. Evo, to nekako, no? Super nauki za naše poslušalce. Tako da, dragi poslušalci, še enkrat z nami je bila Petra Kovič. Jaz jo bom kar predstavil kot strokovno moderatorko, ker vodi ogromno dogodkov, največje dogodke, strokovnjakinjo za pripravo vsebinsko-marketinških vsebin, mentorico in pa na koncu zagovornico čiste oblike komuniciranja. Tako da, Petra, še enkrat najlepša hvala. Mark, jaz ti lahko povem, da sem imela še največjo tremo pred tem podcastom. Namreč ti moraš vedeti, da sem prvič v življenju, za kar sem ti resnično hvaležna, ker si mi vrgel iz te cone udobja na drugi strani mikrofona. In to je en zelo poseben izziv in še enkrat pravzaprav en tam red flag ali pa signal za vse tiste, ki prižigamo mikrofone, da smo do naših sogovornikov kar se da mehki, nežni, sočutni, ker na tej strani mikrofona, ko človek nekaj mora povedati, iztisniti iz sebe, je stvar veliko bolj težka, izzivalna in tako naprej. Evo, ker delam od doma, verjetno slišiš že domačijski zvoki, nekdo mi zvoni na vratih. Tako da se opravičujem, ampak Mark, izrazito sem ti, izjemno sem ti hvaležna, da si me povabil v tvoj cenjen podcast, ki ga spremljam. Ti čestitam za to serijo, zato je treba imeti pogum, potrpljenje in tudi pravzaprav neke odlike, ki jih razume širši svet. Namreč imel si res dobro skupino ljudi. Niti si ne predstavljam, ali res sodim v to skupino
Ljudi, namreč vsakega sogovornika izrazito cenim in ti čestitam za ta nabor odličnih sogovornikov, na katerih, pazi, naša prihodnost sloni. Res je. Hvala. Ja. Hvala. Lepo se imej. In se slišiva, ne? Ostaniva v kontaktu, tudi izven etra. Absolutno. Okay. In pozdrav vsem poslušalcem, sploh tistim, ki so morda celo zdržali do konca. Lepo se imejte. Hvala. Spremljajte nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.